Po vstopu v novo leto so dokončno ugasnili ognjemeti in tudi najbolj zagreti žurerji so že pozdravili svoje mačke. V ospredje pa znova prihajajo problemi te države, ki ostajajo in se še poglabljajo. No, probleme kmetov bi rada reševala nova kmetijska ministrica, ki pa ne zna pravilno navesti niti točnega naziva svoje izobrazbe. Probleme zdravstva bi reševali pacienti, ki so bolj aktivisti kot neki strokovnjaki za zdravje. No, župan Zoran Janković pa je od ministrstva dobil ponovno soglasje oziroma žegen, da lahko brez presoje vplivov na okolje nadaljuje gradnjo drekovoda preko vodovarstvenega območja. Gledate Odmev tedna, dogajanje bova za vas tokrat komentirala Peter Maršej, nekdanji odgovorni urednik informativnega programa na Planet TV, zdaj pa svetovalec uprave TV2 Mirko Majer. Mirko, pozdravljen. Lep pozdrav. Če začneva kar pri kmetijski ministrici, Golobu se znova izteka 3-mesečni rok, do katerega mora parlamentu poslati ime nove ministrice, in dolgo se je omenjalo, da bo to Vojko Adamič, zdaj pa nenadoma povsem novo ime Mateja Čalušić, ki pa, kot se je izkazalo, kot je pravzaprav razkril naš portal, ne zna niti pravilno navesti svoje točne izobrazbe. Ves čas se je pravzaprav že leto in pol se je predstavljala z višjo izobrazbo, kot je dejansko ima. Morda se najprej dotakneva tankega kadrovskega bazena Gibanja Svoboda. Glede na to, kar smo videli v življenjepisih, pustimo ob strani zaenkrat še to, da so ti življenjepisi očitno bili tudi nekorektni, smo imeli na eni strani izbiro za kmetijski resor med nekdanjim vojakom in na drugi strani med gospo, ki, kolikor je razumeti njene izkušnje iz področja, škropi občasno nek oljčnik nasad nad Koprom. Tako da tudi to dejstvo, da je vedno imenovanje novega ministra praktično na zadnji dan, ko je to še mogoče, kaže, da je premier Golob v veliki stiski, ko gre za iskanje novih kadrov, ki bi tudi po eni strani še želeli v to vlado in koalicijo. No, ironično, da ima vendarle še vedno pa eno največjih večin v parlamentu katerekoli slovenske vlade. Ja, ironično ali pa tragično. Saj smo že v preteklosti, v preteklih letih videli kakšno stranko, ki ni vedela točno, kaj bi s 30 plus poslanci. Zdaj je razlika samo v tem, da jih ima 40 plus. Skratka, nova kmetijska ministrica, pravzaprav njene reference so, da je bila vodja lokala, kar se pa kmetijstva tiče, pa pravzaprav predvsem to, da ima narejen ta tečaj za škropljenje, ki je pravzaprav obvezen za praktično vsakega malo večjega kmeta v Sloveniji. To so zdaj te stvari, s katerimi pravzaprav se hvalijo, zakaj je ona usposobljena za to delovno. Ja, pomenljivo je, da je na eni strani tako pedantna bila pred volitvami, da je v izobrazbi navedla in ta izpit, ki ga omenjaš, torej za kmetijska škropiva, in podatek o tem, da je vinska someljejka, je pa leto in pol na uradni strani Državnega zbora ni zmotila previsoko navedena izobrazba. Zdaj velja se seveda vprašati obratno, ali je leto in pol ne bi zmotilo tudi, če bi bila predstavljena kot gimnazijska maturantka. Jaz mislim, da bi jo najbrž zmotilo. Ja, z vso odgovornostjo zagotavljam, da se nisem lažno predstavljala, je povedala v parlamentu, do napake je prišlo zaradi nepozornosti pri oddaji kandidatnih list. Ja, tisto, kar zdaj po enem tednu razkrivanja tega primera vemo, je, da je kandidatka sama morala v prvi fazi pred volitvami posredovati stranki svoje podatke z osebnim podpisom, potem pa stranka te podatke naprej Državni volilni komisiji, se pravi, sta bila v postopku nekako dva filtra, da do tega ne bi prišlo. Zato jaz mislim, da je težko verjeti tem pojasnilom, da bi šlo za administrativni zdrs oziroma za površnost, kot je na zaslišanju rekla kandidatka za ministrico. Bi pa rekel, da je celotna ta zgodba oziroma odziv Gibanja Svoboda na njo ena zamujena priložnost, da bi premier pravzaprav preveril, kako kvaliteten servis ali pa support, če želite, ima od svoje generalne sekretarke Vesne Vuković, ko gre za stvari, ki dejansko sodijo v njen najbolj temeljni delokrog in ne toliko tiste, ki ne sodijo, pa jih ravno tako opravlja. Mislim, da je tu premier zamudil priložnost, da se malo distancira od glavnega tajnika stranke, da pa ima seveda ves čas priložnost vsak dan, da na to kritično pogleda in se v skladu s tem odzove. No, zdaj, stranka je nekako prevzela odgovornost za to dejanje. Kaj to dejansko pomeni, da stranka prevzame odgovornost za neko tako osebno napako? Zdaj, če sem malo ironičen, glede na vse, kar smo od začetka tega mandata videli, vseh teh napak, vseh teh preobratov, pa spreminjanja načrtov in smeri, pravzaprav prevzeti odgovornost za še eno v nizu takih zadev
ne more narediti velike škode, ker na padanju od 35 proti 15% je pač bilo škode res že ogromno narejene. Tako da pravzaprav nič velikega za stranko samo. Zdaj, omenjaš ta pravzaprav priložnost za Goloba, da se nekako odlepi od Vesne Vuković in začne se informirati širše. Ne? Zdaj nekako se v javnost prišla informacija, da se začenjajo dobivati tudi recimo z Gregorjem Golobičem. Kaj je recimo pa za Goloba, za Svobodo ali pa za Slovenijo pomeni recimo neke take spremembe recimo pri informiranju premierja? Zdaj bom rekel tako, kolikor je to dobivanje tudi z Gregorjem Golobičem znak, da se premier po letu in pol oziroma malo več zaveda, da vsega vendarle ne obvlada sam, potem je to pravzaprav pozitivna sprememba na bolje v njegovem razumevanju politike. Zdaj, kaj konkretno bi lahko dobil od Gregorja Golobiča, moramo verjetno malo pogledati v zgodovino, recimo v tisto vlado 2008-2011 pod vodstvom Boruta Pahorja, verjetno nekaj več prerivanja z stranko SD, kar tudi že gledamo z afero Dominike Švarc-Pipan, ki jo je sodno palačo, ki jo je lansiral portal Necenzurirano. Po drugi strani pa je iz večjih dejanj premierja Goloba razvidno, da nekako razume, da mora trend padanja svoje lastne priljubljenosti ustaviti, pa čeprav z nekaterimi recimo enostavnimi triki, kot je slika z ljubljanskim županom v pravem trenutku in tako naprej, verjetno torej vidimo tudi podaljševanje tega odmiranja na obroke. Mislim, da mojster tega političnega preživetja tudi v slabih razmerah pa je Gregor Golobič vedno bil. In seveda, bolj kot bo premier širil krog ljudi, s katerimi se dobiva, se strinjam, bo relativno slabel tudi vpliv Vesne Vuković, gotovo. Zdaj, če se vrnemo malenkost, še prej gremo na Zorana Jankovića nazaj k kmetijski ministrici, ki je pravzaprav prestala zdaj zaslišanje pred predstojnim parlamentarnim odborom. Na večino vprašanj je odgovarjala v slogu, da še ne ve, da še ni razmišljala, da še ni seznanjena. Zanimivi pa so tudi nekateri drugi poudarki, recimo, da se bo potrebno za prehransko varnost zagotoviti z več rastlinsko pridelane hrane in spremembe prehranjevalnih navad v luči boja proti podnebnim spremembam in da podpira novelo zakona o zaščiti živali v polnosti. Zdaj, tle je zaznavati nek duh Tine Gaber ali ne? Zdaj, z vsem spoštovanjem do gospe Čalušić, vendarle je bila pred nami kandidatka, ki je dolgoletna vodja lokala oziroma strokovnjakinja za fitofarmacevtska sredstva, kar pomeni, da od takih kadrov nasplošno nekih strukturnih prebojev na resorju pač ne moremo pričakovati. So tam, da opravijo, kot je bilo tudi rečeno, mislim, da strani opozicije, po zaslišanju, da opravijo določene manjše domače naloge, ki čakajo predolgo na resorju. Imam pa podoben pomislek, ko omenjaš tudi rastlinsko prehrano, kot recimo imam pomislek do te vlade, ko gre za energetiko. Pri energetiki nekako velja, da so prepričani, da so obnovljivi viri sistem sam po sebi, ne pa samo podpora obstoječemu sistemu. In mislim, da bomo videli tudi na kmetijskem resorju podobno razmišljanje, torej da je rastlinska prehrana, veganska prehrana lahko prehranski sistem sam po sebi, ne pa zgolj dobrodošla popestritev prehranske verige, ki že obstaja. Tako bi rekli, da je rastlinska hrana nekako priloga v slovenski prehrani. Zdaj, kmetje po Evropi, tudi slovenski, so se že recimo enkrat prebudili. Smo že imeli nedavno traktorje recimo v centru Ljubljane. V ponedeljek smo pa lahko spremljali po Nemčiji izjemno po celi državi stavko kmetov. Berlin so ohromili traktorji, več kot 100 protestov po vsej državi, mislim, da po vseh regijah. Na zadnji decembra smo lahko videli škropljenje vladne palače v Parizu z gnojnico, da ne govorimo o nizozemskih kmetih, ki so potem svojo stranko celo tudi lokalne volitve osvojili. Se po Evropi dogaja kako vidiš ta recimo ustajanje kmetov in kaj to lahko pomeni za Slovenijo? Niti ga ne bi gledal notranje politično, glede na razmere v posamezni državi, ki si jo naštel, bolj v evropskem kontekstu. Zdi se mi, da je Bruselj v nekaj letih naredil salto mortale od principa, vsi smo poslušali, kako zelo subvencionirana je posamezna glava živine, da so to visoke spodbude, do tega, da to kar naenkrat več ni neka vrednota, do tega, da je praktično meso in živinoreja in poljedelstvo pase, in da je pravzaprav zdaj prihodnost drugje. In tako nenadnim in radikalnim spremembam se seveda ljudje vedno upirajo in je to povsem samoumevno.
Od hrane pa mogoče k vodi. Ne? Ministrstvo za okolje je ta teden, oziroma nedavno, odločilo že malo prej, ampak zdaj ta teden smo nekako prišli do te informacije, da presoja vplivov na okolje, torej za kanal C0 ni potrebna. Ne? To je nekako manj opazna novica, ki pa je za prebivalce Ljubljane izjemno daljnosežna. Ne? Zdaj, recimo pred meseci je to v parlamentu zelo plastično opisal Blaž Babič. Da si pa predstavljate strop te dvorane. Približno toliko je od cevi, če bi bila cev kanalizacijska postavljena na vrhu, na stropu, do tukaj, do nas, tukaj je pa pitna voda. Toliko je razlike med podtalnico, ki je izvir za čisto pitno vodo v Ljubljani, do cevi, ki bo dokazljivo puščala. Geološki zavod Slovenije je napisal od 2 litrov na sekundo do 10 litrov na sekundo na trasi med Brodom pa Ježico. 173 kubikov ali 850 kubikov dnevno na razdalji 5 metrov. Ste vi normalni ali ste rezultat 30-letne negativne selekcije, da ne dojamete fizikalnih, bioloških dimenzij, ki so vsakemu človeku jasne? Skratka, Ministrstvo za okolje se strinja, da ni potrebno presojo vplivov na okolje za cev, ki bo dnevno prenašala 3 milijone litrov komunalnih odplak preko zajetja pitne vode v enem največjih zbirališč vode v Sloveniji, ne, pri čemer je MOL za to gradbeno dovoljenje pridobival po kosih, se spomnimo, ne, kako je to, da gre za manj manj zahteven projekt, ne, tam nekje na ravni Kozovca ali pa Čebeljaka. Ne. Zdaj, kako si to lahko v Sloveniji, ko smo imeli recimo še celo referendum za čisto pitno vodo, predstavljamo? Ja, tako sodišče kot ministrstvo pristojno sta vmes spremenili mnenje. Zdaj, če me spomin ne vara, je ta zadnja odločitev ministrstva prišla nekako 2 dni preden smo potem v javnosti videli tisto sliko premierja Goloba z ljubljanskim županom Jankovićem v neki ljubljanski restavraciji. Težko se je, glede na vse, kar vemo o odnosu Janković-Golob, izogniti občutku, da so takšne odločitve deloma tudi posledica neformalnega vpliva, ki ga ima gospod Janković na to vlado oziroma koalicijo. Zdaj, kaj bo to prineslo ljudem, ki živijo na tem širšem ljubljanskem območju, bo žal pokazal čas, pa si ta hip resnično ne upam napovedati, za kakšne probleme bi lahko šlo ali ne v prihodnje. Če pa pogledava še malo širše z političnega vidika, je nekako po letu 2011 obveljalo, da Zoran Janković ni politik. Takrat je premočno slavil na volitvah, pa mu potem ni uspelo sestaviti niti koalicije. No, zdaj ta poteza, oziroma vpliv, ki ga ima 12 let kasneje na to vlado, kaže, da je pravzaprav dosegel nekaj, kar v slovenski politični zgodovini praktično lahko primerjamo samo še z obstojnostjo Boruta Pahorja in Janeza Janše. Po letu 2006-2007, ko se je zavihtel na županski stol, je praktično 17-18 leto eden najbolj obstojnih slovenskih politikov in narediti preskok od tega, da ti po zmagi na volitvah klavrno propade vlada, do tega, da 12 let kasneje v senci vodiš vlado nekoga drugega, je pravzaprav politični dosežek par excellence, kar je potrebno priznati, ne? Pa je lahko ta kanal C0, če se recimo ljudje prebudijo, pravzaprav lahko ta, žebelj v krsto, recimo, ali pa zaključek, konec politične kariere Zorana Jankovića, zdaj ta biznis, vreden 130 milijonov. Ne? Po eni strani so teme, naprimer, kot je to, čista voda, pitna voda, videli smo naboj tega tudi na enem referendumu v preteklosti, ali pa teme, kot je aktualna, recimo zakon, ki omejuje uporabo kurjenja na drva, vedno nekaj, kar se zelo intimno dotakne volivcev oziroma ljudi. Ko gre za Zorana Jankovića, bi ti pa rekel drugače. Bilo je tudi, mislim, da 22 ali 23 odprtih kazenskih postopkov, pri vsakem se je postavilo to isto vprašanje, ali bo to tista zadnja stvar, ki ga bo umaknila iz politike. Mislim, da tudi to ne bo, da je preprosto odporen, da se takšne stvari v njegovi volilni bazi odbijajo od njega. Torej, zdaj je celo, ne samo, da se odbijajo, celo predsednica Nataša Pirc-Musar je pozval, da se naj mu opraviči, češ, ker je pozvala k ustavitvi projekta, dokler se stvari ne razčistijo. Tako da to je en vidik, ne drugi vidik, pa vendarle voda je nekaj, kar vsak Ljubljančan ceni in
pije iz pipe, ne, zaenkrat še. Se pravim, verjetno bo v naslednjih letih tudi Zoran Janković upal, da se nam kakšna taka ujma, kot je bila letos avgusta, ne ponovi, ker kot razumem, bi to bili pogoji, v katerih bi lahko bil ta C0 sporen, ko bi pač nivoji podtalnice narasli. Po drugi strani, ja, to, kar omenjaš, ne, ta poziv predsednici naj se mu javno opraviči, je samo dokaz več, kako močnega se leta 2024 počuti Zoran Janković in upravičeno močnega, ker tudi dejstva v izvršilni veji oblasti kažejo tako. Predvsej neprikrito se po kuloarjih govori tudi o tako imenovanih Jankovićevih resorjih ali pa Jankovićevih ministrih v tej obstoječi vladi. No, v obstoječi vladi premier pravzaprav se sooča zdaj že z drugim preizkusom zaradi strani protikorupcijske komisije, ne, zaradi ločitve pravzaprav od zdaj že njegove bivše žene Jane Nemec Golob je postal 100% lastnik podjetja Star Solar, ki proizvaja elektriko, posluje z državnim podjetjem Borzen, kjer je vlada, torej Robert Golob, pravzaprav skupščina, ne, postavlja nadzorni svet. Direktorica tega podjetja pa je postala njegova 19-letna hči Luna Golob, ne, hkrati ima to podjetje izpostavo oziroma podružnico tudi v stanovanju, kjer domujeta Tina Gaber in Robert Golob. Ne. Zdaj, to pa je vendarle nekoliko sporno. Zdaj, v kolikšni meri, kako vidiš to? Najbližje mi je nekako ocena, ki jo je dal v preteklih dneh pravnik Rajko Pirnat. Rekel je, da gre za mejni primer. Zakaj mejni zdaj po moji interpretaciji? Na eni strani moramo ločiti dejansko korupcijo neposredno od videza integritete, ki je pa pri tako visokem javnem funkcionarju najmanj toliko pomemben kot to prvo. Zdaj, kolikor vemo, ne, je šlo za nekako standardiziran posel. Imaš sončni panel, vključen si v to Borzenovo shemo, pogodbe tipske, enake za vse in potem glede na kapacitete, ki jih imaš, prodajaš to nazaj v omrežje. Tako da tu neposredne korupcije kot takšne ne vidim. Problem nastane v hipu, ko se je gospod Golob aktivno vključil na najvišji nivo državne politike, kot si omenil, postal tudi šef skupščine Borzena, zelo hitro zamenjal takrat po imenovanju nadzorni svet. Takrat bi se moral zavedati, da je nekako videz tega povsem napačen, ne? In bi moral te prenose podjetij opraviti bistveno pred tem, zdaj tako čistunski, da bi moral to podjetje prodati nekomu, ki z njim ni povezan, ne moremo biti, zakaj ne, že najmanj zaradi Matjaža Hana in njegovih privatnih poslov, tudi s Petrolom in tako naprej. Tisto, kar mislim, da bi moral vse to urejati prej, razumem pa tudi tu deloma, da niti ni mogel, kot razumem, gre za neko pravdo z nekdanjo ženo in tudi to ima na sodiščih nek svoj tempo. Da potegnem nek sklep iz tega, kar sem povedal. Mislim, da ta zgodba Star Solarja ni tista, ki je usodna. Morda bi šel še dlje, pa rekel, da celo tudi tista zgodba z Bobnarjevo in Lindavom, glede vpletanja v policijo na KPK-ju, morda še ni tista rdeča črta za konec politične kariere. Mislim, da ironično za tista najbolj problematična odkritja v zvezi z aktualnim premierjem držijo nekako ključe tako v SDS-u kot v NSI-ju. Zakaj? Za dogovor sta vedno potrebna dva, ne? In mislim, da bi bilo smiselno, da se ti dve opozicijski stranki, ne glede na šume v komunikaciji med obema predsednikoma, dogovorita in zbereta podpise, da se preišče kronska zgodba te vlade. In jaz trdim, da je to financiranje Gibanja Svobode pred nastankom oziroma v času nastajanja oziroma financiranje predvolilne kampanje 2022. Tudi če ugotovijo samo, da so sledi za nakazili uničene ali pa so vmes izginile, je to v političnem smislu dovolj, da bi bil Golob v resnih težavah in pred tem, da se ga pošlje iz državne politike. No, tukaj ima pravzaprav eno ključnih ključev v rokah, recimo stranka Nova Slovenija, ne, ki je ta teden imela svojo klauzuro, na kateri so bili glavna tema evropske volitve. Ne. Pravzaprav se zdi, da so te volitve kar pomembne za samo Novo Slovenijo. Ne. Zdaj, ko smo lahko nekako izvedeli, so na listi prvokategorniki te stranke, torej predsednik Matej Tonin, nekdanja ministra Jernej Vrtovec in Janez Cigler Kralj, obstoječa evroposlanka Ljudmila Novak, poslanka Vida Čadonič Špelič. Omenjalo se je celo ime nekdanjega evropskega poslanca Lojzeta Peterleta, ki je potem sicer to zanikal. Vendarle se zdi zanimivo. Ne? Ljudmila Novak je najprej pogojevala s prvim mestom, zdaj se je bojda temu
odpovedala oziroma vsaj tega ne pogojuje več. Kaj prinaša recimo ta lista za Novo Slovenijo? Je to lahko prebojna lista? Kakšen gamble je tukaj v Novi Sloveniji? Pogledati moramo razmere, v katerih stranka je vedno, ko se približujejo volilne kampanje. Pri Novi Sloveniji je to podpora zadnje čase tam okoli 4%, nekje na meji parlamenta po Mediani. Po drugi strani je bilo nekako v govoricah zadnjih mesecev zelo pogosto omenjeno, da bo ravno sestavljanje te liste nekaj, okoli česa se ta stranka lahko prvič resneje polarizira po vrnitvi v parlament pred leti. Sporočilo, ki so ga poslali s tem, da so na stranki vsi, kot se je oprijelo težko kategorniki, ne glede na to, na katerem mestu na listi bodo, je ravno obratno in je zelo pozitivno. To pomeni, da so strnili vrste, pomirili ege, potrebujejo seveda dober rezultat in mislim, da na ta način z vsemi temi imeni bo NSI-jeva lista dober lovilec teh preferenčnih glasov, ki za razliko od državnozborskih volitev tu igrajo kar veliko vlogo. Zdaj, če gledamo še malo politične taktike, recimo samega predsednika Tonina, je s tem, ko so vsa ta imena na listi nekoliko zmanjšal svojo relativno odgovornost za končni rezultat, bodi si dober, bodi si slab, in na drugi strani bo izvedel tudi zase in za druge koristno interno anketo. Se pravi, kdo v Novi Sloveniji je tisti, ki leta 2024 resnično vleče volilno telo in kdo morda ne več. Edino, kar je pustilo tule pri tej zgodbi malo slabšega priokusa, da je bilo morda prezgodaj v javnost, morda čisto po nerodnosti lansirano tudi ime Lojzeta Peterleta kot nekaj, kar naj bi bilo že dogovorjeno, pa se je kasneje izkazalo, da ni čisto tako. Pa verjameš, da bi lahko tudi Lojze Peterle recimo se znašel na tej listi na koncu? Tega sicer ne vem, bi pa rekel tako. Lojze Peterle naj bi to sicer zdaj pred kratkim nekoliko demantiral. Mislim pa, da je njegova kandidatura na listi NSI-ja, kjer je bil večkrat že izvoljen v Evropski parlament in je, mislim, da celo med rekorderji po številu mandatov v Bruslju, vendarle boljša opcija kot alternative, ki se mu ta hip na desno-sredinskem političnem polu ponujajo. Recimo lista SLS s Petrom Gregorčičem. Naprimer, mislim, da konec koncev tudi obratno, da lista z nekim takim mladim političnim liderjem v nastajanju, kot bi morda lahko Peter Gregorčič bil, morda v narekovajih niti ne želi, da bi nek star brand prišel zraven. Lahko samo ugibam. Še ena tema, ki se mi zdi pomembna v tem tednu, je pa bila stavka pacientov in stavka zdravnikov. Na eni strani so zdravniki izvedli opozorilno stavko, tokrat ni bistveno vplivala na delovni proces, opozarjajo pa, da lahko v ponedeljek že se stavka bistveno zaostri in tudi, da ne bo enodnevna, pač pa, da bo trajala do izpolnitve zahtevne. Zdaj, z druge strani, recimo je vlada pravzaprav šele na dan stavke šele imenovala pogajalce, ki se z zdravniki sploh pogajajo. Sami pravijo, da v 33 letih niso bili deležni tako slabega odnosa, opozarjajo, da je zdravstvo v prostem padu, vlada pa ga vodi v napačno smer v enem letu, ki naj bi bilo pravzaprav to tako po besedah Roberta Goloba, leto 2024, leto reform, kronska reforma med njimi zdravstvena, pa nič od tega. Če že gredo stvari v smer pravzaprav te kontrastavke, ki jo je potem razglasil Jaša Jenull, češ stavka pacientov, s katerimi se pa potem recimo ministrica redno dobiva, medtem ko časa za zdravnike recimo nima. Kako gledaš na to situacijo? Glede situacije v zdravstvu mislim, da moram najprej v splošnem reči, da v tej državi definitivno obstajajo razlogi za stavko na obeh straneh, tako pri zdravnikih kot pri pacientih. Zdaj, če gledamo na Fides in na zdravniško stran, že najmanj zaradi tega, ker je ta aktualna vlada podpisala z njimi že 2 sporazuma o usklajevanju oziroma višanju plač, takrat, ko je še veljala doktrina Roberta Goloba, da se je dobro pogajati z vsako interesno skupino posebej. Zdaj je seveda spet naredil enega od teh svojih preobratov in ob novem letu v teh intervjujih, ki jih je serijsko dajal, v nekaterih medijih, povedal, da je pa zdaj logika ravno obratna, da zdaj pa z vsemi odprto za eno mizo. In seveda, če je kaj zakonitost pogajanj vsakih, je to, da ko nasprotni strani daš neko ekskluzivnost in jo pripelješ do nekega nivoja, pod ta nivo seveda ne bo več šla. Zato je vztrajanje zdravnikov in Fidesa povsem razumljivo in mislim, da bodo šli še dlje. Po drugi strani, če kdo resnično lahko protestira proti stanju v slovenskem zdravstvu, smo to seveda mi, državljani, uporabniki tega sistema, ki, kot mi tudi znanci vedno večkrat povedo, za manj dneve in dneve kličemo v ordinacijo z nekimi simptomi,
čakalne vrste se kljub dolgoletnim obljubam samo podaljšujejo. Zdaj, kdo je tisti, ki daje tem protestom na koncu obraz pred kamero, konkretno gospod Jenull, je pa vprašanje, če so to tisti ljudje, ki bi si jih navadni državljani želeli, da v našem imenu protestirajo. Njihova kredibilnost je po mojem načeta že samo zaradi tega, ker so odločilno leta 2022 prispevali, da je na vrhu zdaj ta politika, proti kateri spet ogorčeno protestirajo. No, tudi zdi se, da nekako peljejo torej ekipa teh pacientov pravzaprav kontra zdravnikom, ne, ki ne bi bili pravzaprav z pacienti na isti strani, recimo proti vladi. Tukaj se zdi, da se pa pravzaprav odpira, zdaj v imenu koga, ne vem, ta pravzaprav spopad med zdravniki in ljudmi, recimo. Ne. Ja, vemo, da kronično primanjkuje zdravnikov v Sloveniji že leta in leta. In zelo posrečeno se mi zdi, kar je nekdo rekel, da občasno ta logika, ki jo omenjaš, logika Jaše Jenulla in somišljenikov pelje že do tega, da če bi bili 2 ali pa 3 zdravniki v državi in bi vsak imel po 1 milijon ali pa po 700 tisoč pacientov, da bi potem bil enostavno rešen problem slovenskega zdravstva. Ampak to so pogledi podobno kot recimo, ko greva midva na kavču si pogledati nogometno tekmo in se ti vedno zdi, da nekdo teče prepočasi, da nekdo ne vidi soigralca, ki bi mu mogel prej podati žogo, ne? Ko si sam na 100x50 metrov velikem igrišču, se pa lahko pogosto počutiš popolnoma obratno izgubljenega. Tako da couch selektorstvo se mi zdi, da imamo tudi, ko gre za zdravstvo. Ampak ironija je, da recimo Ministrstvo za zdravje bolj posluša couch selektorje kot pa igralce. To je pa ironija te vlade, oziroma mislim, da je kar konkretno problem predsednika vlade, ki se mi zdi, da poravnava tisti račun, ki ga je tisti zapitek iz predvolilne kampanje, oziroma z drugimi besedami zaveda se, komu je dolžen 4-letni mandat. Dolžen, ne, zdaj za naprej pa morda pripravlja tudi recimo nek teren prek teh elektroenergetskih lobijev, ne, oziroma nedavno smo lahko spremljali ta zakon o energetiki, ki ne bi prepovedal pravzaprav kurjenje na drva in plin, ne, tukaj pa je pravzaprav konflikt interesov pravzaprav samega premierja, ne. Strinjam se, to je nespodobno. Vsi vemo, odkot je v državno politiko prišel Robert Golob, iz tega lobija, ki pravzaprav zagovarja solarizacijo države, in potem prepovedovati vse ostale vire razen tega, v službi katerega si bil 20 let, je seveda konflikt interesov sam po sebi. Moram pa se strinjati tudi s teboj v oceni, da pripravljanje terena za vrnitev najbrž zelo intenzivno poteka. Mislim, da če samo pogledamo število kadrov, ki so bili strani te vlade postavljeni iz GEN-I-ja na različne druge pozicije, od parlamenta pa do različnih drugih energetskih družb v državi, kažejo na to, da ambicija po zlatem padalu vsekakor obstaja. Da ga le ne preseka referendum, ki ga napoveduje Nova Slovenija. Mislim, da ta referendum v političnem smislu ima lahko podoben naboj, kot ga je imelo tisto preizpraševanje o pitni vodi. Je toliko intimna in čustvena zadeva in pitna voda in to, kaj daš v peč oziroma s čem si pogreješ dom, da mislim, da na koncu, če pride do tega referenduma, argumenti, tisti tehnični zapisani v zakonu, niti ne bodo pomembni. Mislim, da bo takrat vsak Slovenec, ki danes kuri na drva ali na plin, točno vedel, kako mora obkrožiti. Mirko, hvala za današnje komentarje. Mi, spoštovani gledalci, pa si pogledamo, kaj je še odmevalo v iztekajočem se tednu. Po težavah pri sprejemanju zakona o priseljevanju je odstopila francoska premierka Elisabeth Borne. Rekonstrukcija je bila sicer pričakovana, mnogi pa jo vidijo tudi kot potezo uvoda v kampanjo za evropske volitve predsednika Emmanuela Macrona. Tudi več kot teden dni po uničujočem potresu na Japonskem se reševalcem še vedno ni uspelo prebiti do vseh vasi. Reševanje dodatno otežuje sneg. Potres je sprožil tudi približno 1000 zemeljskih plazov, število žrtev pa je že večje od 161. Lani je na slovenskih cestah umrlo 83 oseb, kar je druga najnižja številka v zadnjih 70 letih. 3 žrtve manj so bile le leta 2020, ko pa je bilo zaradi epidemioloških ukrepov na cestah bistveno manj prometa. Slovenija je med evropskimi državami, ki so dosegle največje zmanjšanje števila žrtev v cestnem prometu.
Jamarska reševalna služba je uspešno rešila 3-člansko družino in jamska vodnika, ki so ostali ujeti v križni jami, potem ko se je dvignila gladina vode in jim preprečila vrnitev iz jame. Ob prihodu iz jame so se vsi počutili dobro, nihče ni potreboval zdravljenja. Gre sicer za prvi takšen dogodek v križni jami. Tako, spoštovani gledalci, hvala, ker ste bili z nami. Z novim pregledom tedenskega dogajanja se vračamo prihodnji teden. Do takrat pa si redno lahko ogledate sprotne analize in zanimive, vroče, tudi ekskluzivne informacije na portalu domovina.je in v tedniku Domovina. Za dostop do prav vseh vsebin se je potrebno naročiti, s tem pa tudi podprete neodvisno novinarstvo, no marsikaj pa je na voljo tudi za vse. Brezplačno pa se lahko naročite na naš YouTube kanal, tako da ne zamudite naših prihodnjih oddaj. Do prihodnjega tedna pa nasvidenje.